Na platnu vidimo LPT kabel. Najprej ga priključimo na mizo, nato še na krmilnik. Nato priključimo zrak. To je SD spominska kartica, vstavimo jo v krmilnik. Klopimo fit stikala. Računalnik in krmilnik povežemo s kablom. Odpremo program Siemens Simatic Step 7. Kliknemo Cancel, povečamo program, zapremo prejšnjo delo, kliknemo New, imenujemo svoj projekt, stiskalna enota, 2, kliknemo OK. Ustvarimo nekaj novega. Odpremo to. Podstavek za krmilnik, nato poiščemo pravilen CPU, pravilno verzijo. Odčitamo na krmilniku in ga vstavimo na podstavek. Odpremo našo watt tabelo oziroma tabelo spremenljivk in dodamo vanjo število vhodov in izhodov, ki jih imamo. Začnejo se z naslovom 00 in do 3727. Nato dodamo še izhode.
gremo online in preverimo, kateri izhod je kateri. S pritiskanjem različnih gumbov in ventilov. Ponovno kliknemo download, da prenesemo tabelo na krmilnik. In prepišemo vse prejšnje file. Odpremo še tabelo s simboli oziroma imeni za vhode in izhode. Ter s preverjanjem vhodov in izhodov ugotovimo, kateri je kateri. Tipka LockCent ima vhod 2.0. Tabelo sproti shranjujemo, da se simboli prikažejo na VAT tabeli. Izhod 1.2, premik desno. Izhod 1.1, premik levo. Izhod 1.0, prijemanje roke. Vhod 1.1, tipka reset. Izhod 1.4, zasuk na sredino. Izhod 1.5, zasuk desno. Izhod 1.6, zasuk levo. Oziroma 1.3. Vhod 1.2, senzor pomika v desno. Vhod 1.1, senzor pomika v levo.
Vhod 1.3, senzor rotacije v levo. Vhod 1.5, senzor rotacije v desno. Vhod 1.4, senzor rotacije na sredini. Vhod 1.6, senzor tlaka. Izhod 1.6, prijemalo, stiskalnica. Vhod 0.1, tipka 2. Vhod 0.2, tipka 3. Vhod 0.3, tipka 4. Vhod 0.4, tipka 5. Vhod 0.5, tipka 6. Vhod 0.0, tipka 1. Damo izhod prijemala na 1, se obdelovanec prime. Ko damo izhod pomika v levo na 1, se roka premakne v levo. Ko damo izhod pomika v desno na 1, se roka pomakne v desno. Nato damo krmilnik na ran in počakamo, da se zelena lučka prižge. Tukaj vidite prikaz delovanja z narejenim programom.